6 mesecev potem, ko sta ZDA in Izrael začela skupno vojno proti iranskemu režimu. Odločilen zaključek še vedno ostaja nedosegljiv. Če povzamem, seveda, iranska vojaška infrastruktura in gospodarstvo sta bila močno poškodovana. Režim ni propadel, Teheran še vedno ohranja raketne zmogljivosti. Strelcova formula je zmeda. In Washington se očitno še vedno zanaša na kampanjo ekonomskega pritiska, medtem ko pogovori očitno še vedno potekajo. In vsi v Izraelu se sprašujemo, kaj se bo zgodilo naprej. Z nami je Hossein Fawani, je raziskovalni direktor pri Nacionalni zvezi za demokracijo v Iranu. Hvala, da ste z nami. Poglejte, minilo je že 6 mesecev, težko verjeti, odkar se je vse to začelo. Vsaj ta krog. Ali se Iran resnično približuje nečemu, nočem temu reči končni razplet, ampak ali je tukaj na vidiku kakšna rešitev? Ampak na drugi strani, ali je režim pokazal, da lahko preživi dolgotrajno vojno? Kaj bi morali morda še narediti, da bi režim dodatno oslabili? Več stvari. Prvič, ko imaš opravka s talci in ti je še vedno pištola uperjena v glavo, situacija še ni rešena. Islamska republika je v zadnjih nekaj desetletjih vzela za talca svetovno prebivalstvo, svetovno gospodarstvo, iranski narod in prihodnost Bližnjega vzhoda. Dovolj je bilo. Obstaja ena rešitev za problem Islamske republike v svetu in to je popolno uničenje in izbris tega režima ter osvoboditev iranskega ljudstva. To je prva točka. Noben dogovor, noben kos papirja tega ne bo spremenil. Ta scenarij smo v zadnjih desetletjih videli že večkrat. Američani sedijo z uradniki Islamske republike in mislijo, da lahko ukrotijo terorista. Terorista ne moreš ukrotiti, lahko jih le spraviš v vreče za trupla ali za rešetke. To je konec zgodbe. Nobena pogajanja ne bodo spremenila vedenja Islamske republike. Končni cilj, kot bi moral biti že ves čas, ni zajezitev, ampak sprememba režima. Sprememba režima se zgodi le, ko je Islamska republika v celoti razpuščena. Ali zamujamo priložnost, Hosrav? Obstajajo rešitve. Je zdaj pravi trenutek, da gremo na polno? Ali zapravljamo to priložnost? Veliko ljudi trdi, da je to trenutno izgubljen čas, za tiste, ki si želijo, da bi režim padel. To je zapravljanje časa za milijarde ljudi po vsem svetu. To je civilizacijska vojna. Islamska republika je grožnja svetovnemu miru, varnosti in blaginji. Dokler ta režim obstaja, je svoboda pomorskega prometa ogrožena. Iranci, milijoni, 90 milijonov ljudi so talci tega režima. Irak, Afganistan, Sirija, Jemen, koliko narodov je pod nadzorom diktatorjev, ki živijo v Teheranu? Dovolj je bilo. Skrajni čas je, da opravimo delo do konca. Združene države, Izrael in iransko ljudstvo lahko dosežejo ta cilj. Toda za dosego tega cilja moramo najprej zgraditi soglasje po vsem svetu, da je bila ta vojna, ta konflikt vsiljena nam. Mi nismo začeli te vojne. Islamska republika je to vojno razglasila že ob svojem nastanku pred 5 desetletji. Mi jo končujemo. Drugič, ciljni uboji voditeljev Islamske republike. V okviru tega režima je več akterjev, ki še vedno dihajo. Trenutno imate na zaslonu ob strani fotografijo tega krompirja, ki so ga poimenovali vrhovni vodja Muštaba Hamenej. Ta človek je nepomemben, vendar so še ljudje, kot so Khalil Alibaf, Zarif, Hasan Rouhani, Hatami. Poimenujte jih, ubijte jih, likvidirajte jih. Onesposobite režim, onesposobite celoten ta sistem in nato omogočite iranskemu ljudstvu, da dokonča delo, udarite po oboroženih silah režima, oboroženih za zatiranje. Da je verjetno njihovo življenje končano, če se ta faza pogovorov sesuje. Torej imajo verjetno nek motiv, da to fazo ohranijo pri življenju. Poglejte, kaj se dogaja znotraj države. Veste, dotaknili ste se stiske približno 90 milijonov ljudi tam. Kako obsežno je postalo notranje zatiranje? Kako bi opisali trenutno stanje režima? Več kot 950 ljudi je bilo vsaj usmrčenih, odkar se je začelo letošnje leto. 950 nedolžnih Irancev je bilo obešenih. Vsak dan se zbujamo ob zvoku azana, ki oznanja še eno smrt v tej državi. Ljudje se borijo, da bi si lahko privoščili hrano in osnovne življenjske potrebščine. Matere in sestre se trudijo, da bi svoje otroke obvarovale in jih varno pripeljale domov. Ko gredo ven, so nadlegovane, ker ne upoštevajo zakonov o hidžabu.
Se spomnite, pred nekaj meseci, ko so plačanci Islamske republike v zahodnih medijih vsem govorili, da se režim dobro drži. Z nekdanjim uveljavljanjem šeriatskega prava so ženske v Iranu pretepane na ulicah, ker ne upoštevajo šeriatskega prava. Ne verjemite tem lažem. Omogočite Irancem, da dokončajo delo. Mi smo tisti na terenu. Iranci se borijo v tem boju že zadnjih 50 let. Naši bratje in sestre v izraelskih obrambnih silah in izraelskih obveščevalnih silah so nam skozi leta pomagali, so se borili ob naši strani v jarkih te neskončne vojne, ki nam jo je vsilila Islamska republika. Čas je, da dokončamo delo. Potem bomo obnovili Bližnji vzhod, ki ne bo imel nobene povezave s tem, s čimer se trenutno soočamo. Islamska republika napada dobesedno vsako arabsko državo. Ta režim drži za talca vsako pomorsko pot. Iransko gospodarstvo pod tem režimom ne le da trpi, ampak je popolnoma propadlo. Iranski rial je ta teden znova dosegel novo najvišjo vrednost. Kolikokrat bomo še gledali to predstavo in pustili temu režimu dihati? Čas je, da opravimo delo do konca.